nekako ste potem videli, da mogoče prihodnost Epicentra bi lahko bila tudi v mrženju različnih skupnosti, različnih kultur. V zadnjih Epicentrih ste pričeli dodajati tudi nekako vedno več anime elementov noter za anime community, dodajajo si stojnice za anime artiste, ne. Kako je šlo v ta razvoj, zakaj je bila ta odločitev, da imamo mogoče malo animejo noter? Pač jaz imam svojo teorijo, zakaj se je to začelo delati, ne samo iz Epicentra, ampak poglejmo vse dogodke, ki se danes dogajajo. Cosplay tekmovanja, Vsi skušajo dodajati cosplay tekmovanja, anime stojnice, ne anime stojnice, ampak anime artist stojnice. Kakšna je bila recimo odločitev za vas? Je bilo to purely, probujemo dobiti čim več ljudi, ki so še vedno nekako povezani z gamingom, ali je mogoče kakšna bolj profana odločitev? Mislim, da takrat se je nekako, da pač LAN party kot sam ne bo več preživel, pač ne moreš sam to laufati, je pač, kot sem ti rekel, vsako leto eno in isto, pač prije za računalnik igraš turnir in to je to. Prvo se je nekako začelo vključevati razne te predavanja in take stvari, ki so bile bolj povezane še vedno z športi, se je to nekaj let nekako vleklo, ampak ni bil tak najboljši odziv, kot se je pričakovalo. Potem pa lahko rečem, v zadnjih 2 ali 3 izvedbah sem nekako rekel, dajmo probati še, ne vem, vključiti, to je ta community od Artistelija do cosplaya in drugih zadev, ki nekako, sploh pa v Mariboru, tam, ker nimajo takih eventov, bi privabilo kar nekaj ljudi. To se je izkazalo na koncu, da je bila nekako prava odločitev, da se neki razširi ponudba, ker če delaš samo eno in isto, kot če ne boš prišel daleč in moraš gledati širši spekter, ne boš živel samo od gamerjev, tudi, ne vem, anime konvencije ne morejo konstantno samo od tega, morajo nekaj novega pokazati in tudi cosplay tekmovanje so rekli, gremo narediti. Mislim, takrat, če noben je rekel, zdaj pa gremo dati denarne nagrade. Ki mi smo tudi končno na teh športnih turnirjih rekli, konec je teh materialnih nagrad, ono drugo, tretje, dovolj imajo že vsi mišk tip konc doma, dajmo dati denarne nagrade in bojo bolj veseli vsi, tudi drugače bodo nekako sprejeli to, če rečeš ti doma, zmagal sem ena tipkovnica, pa zmagal sem 100 evrov, je malo različna, tu če je tipkovnica vredna 100 evrov. In to je bilo nekako, dobro se je izpeljalo, dobro se je nekako pokonektalo in mislim, da sploh ta zadnji je nekako pokazal, da se lahko na temu naredi. Plan za letos je bil, da se to še bolj razširi, ampak nažalost pač letos ni prišlo od tega.